Tur 202. Lepo pozdravljeni v kolesarskem podcastu Vala 202. V zadnjih tednih ena velika, veličastna zmaga za slovensko kolesarstvo, tista Tadeja Pogačarja na Strade Bianchi. Minuli teden pa Primož Roglič ni ponovil predlanske zmage na dirki Pariz-Nica. Na koncu je zaostal za pričakovanji svoje nove ekipe. Ni uspel slediti najboljšim, osvojil je 10. mesto. Zakaj je bilo tako? Kaj to pomeni za nadaljevanje sezone? Kako je delovala ekipa Bore? Tudi v primerjavi z Vismo, ki je dobila tudi drugo veliko dirko minuli teden. Skupaj danes trije RTV-ovci, kot vselej Igor Tominec, Živijo. Pa televizijski kolega David Črmel, živijo David, Živijo. In še en Luka, in sicer Toler. Živijo. Moj priimek pa je Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Ok, David, Luka, videl sta bila na dirki. Zakaj ni uspel Primož Roglič slediti najboljšim? Ker ni bil dovolj dober. Svoj odgovor je zelo preprost. Ok, konc podcasta, hvala lepa. Ja, vemo, veliko, kot je sam večkrat dejal, veliko je bilo novih stvari, od opreme do vsega, delovanja ekipe. Verjamem, da se mora ujeti z ekipo in vse skupaj. Ampak vseeno, bile so etape, kjer bi tisti pravi Roglič lahko pokazal svoje, pa ni, ampak ne bomo pa vedeli seveda zakaj, ali je to načrtovano ali ne. Tole bomo videli šele potem na prihodnjih dirkah, ob prihodnjih priložnostih. Ker je bil mraz, ne? Tudi en tak faktor na koncu se je tresel po zadnji etapi, nas je znova malce vrnil na spomine v Jumbo Vismo, ko se je težko oblačil na kakšni etapi, zdaj spet ni dobro premislil, ne vem, lahko pa tudi, da je prišlo do izraza to, ne, kaj pomeni res ekipa v kolesarstvu, ko nimaš nekoga, da ima že mogoče oblačilo zate in mogoče se tu pokaže nekaj tistega, kar smo od enega izmed naših medalistov športnih slišali v zadnjem obdobju, ko je dejal, da se kolesarstvo odloča v zadnjih 10 kilometrih na klancu. No, tule nam je zdaj mogoče Primož dal lekcijo, da se vendarle ne, da potrebuješ ekipo, ki te pripelje do teh zadnjih 10 kilometrov, da potem lahko narediš tisto, v čemer si najboljši. Ker oblekal se je pa tokrat precej hitreje kot prej. Je pa res, da ni dobil tudi oblačila v pravem času takrat, ko ga je želel, torej to opremo zadrž. Ja, ni smel dobiti. So tudi razložili potem pri ekipi, da so pač dirka je eksplodirala, kot rečemo, razstreljeni so bili kolesari po trasi in niso jim dovolili, da se avto približa skupini, kjer je bil Primož. In tam, ja, potem, ko so prišli, to je bil spust, kjer pa je ta skupina, ki je sledila Remkovi skupini in Jorgensenu in Vlasovu, izgubila, mislim, da skoraj minuto na spustu, ravno zaradi te nesložnosti na koncu. Ja, in o tem je govoril Ralf Denk, njega bomo slišali pozneje, zdaj pa bomo slišali dva pogovora s Primožem Rogličem, prvi po 7. etapi oziroma pred 7. etapo, pred sobotno etapo. Luka, ti si se pogovarjal z njim, drugi pa po koncu dirke, ko je bil pred mikrofonom Matica Božiča. Primož, dejali ste, da prihajate na uigravanje z ekipo. Kako je v teh 6 etapah? Kaj ste začutili, kaj ste spoznali zdaj z novimi kolegi pri Bori? Ja, ogromno, mislim, stvari se nam zgodi itak vsak dan, ker dejstvo je, ja, da z nobenim od teh nisem kaj dirkal in rabimo biti skupaj, rabimo biti v vseh situacijah, ki se naredijo na dirkah, iti skozi in videti, kaj se nam dogaja, ter kako v bistvu narediti, pa delati, da bomo najboljši. Pa so analize za to že po etapah, pred etapami, kakorkoli že zdaj omesali, bo čas za to potem? Nekaj sigurno predebatiramo, pa pogledamo že takoj po sami etapi. Bolj podrobno se bomo pa to mogli spuščati pa študirati po sami dirki. Vaša pripravljenost je nekje tam, ker ste načrtovali, čutite, kar ste želeli čutiti? Ja, čutim dirko, tako da to je zelo dobro došlo. Dosti je bilo v bistvu, da se malo prekine ta blok treningov in sigurno po to, kar sem prišel tu, dobivam iz dneva v dan, ker vsi fanti okrog poskrbijo, da intenzivnosti ne manjka.
Kaj pa konkurenca? Vas kaj preseneča ali res odmislite? Ker nismo navajeni, verjamem pa, da tudi vi ne, da se ravno fanti vozijo pred vami. Ja, mislim, se tudi jaz bi rajši videl, da bi bil jaz spredaj, ne? Ampak tako sem rekel, moramo slediti pa verjeti procesu, v kateremu smo in delati skupaj naprej, ker kakorkoli obrneš, je ogromno stvari nekih novih zame in pustiti čas v čas. Primož, dirka k soncu je končana. Slišali smo, da vas je zmrznilo. Nas lahko popeljete skozi zadnje 30 km, skozi vaše misli? Mrzlo je bilo. Težko, ampak zdaj ima bolj prijetno, pa še sonček je. Ste pričakovali takšen razplet, prva dirka z novo ekipo? Kako gledate na vse skupaj? Pričakovali. V bistvu nisem nič kaj pričakoval. Sigurno, mislim, sem prišel sem s tem, da postorim najbolje, kar je možno. To je bilo v bistvu to, kar sem zdaj dosegal. Na srečo kar nekaj prostora za izboljšave, tako da štart je. Doživeli smo, bom rekel, en kup enih situacij, en kup jih še moramo, tako da sam pogumno naprej. Prostor za izboljšave, kaj bi bilo potrebno še izboljšati do Baske, ko je naslednja na sporedu? Sej to. Predvsem to, da vozimo skupaj, da smo skupaj kot tim, da se navadimo tudi, kak bi rekel, vsi ostali, vse osebe pa vse, kar je okrog. Da se spoznamo in potem delujemo boljše in boljše vsi skupaj. Nekaj odmora, kaj imate v načrtu do takrat? Se mi zdi, da imamo nekaj ogledov, etap, par treningov, pa dalje, ja. S kakšnimi mislimi še to se odpravljate potem na Baskijo? Nadaljevati vse to, kar smo tule pričeli, ne? Vse to uigravanje. Igor, slišali smo torej Primoža Rogliča. Tvoj pogled na to, zakaj mu na prvi dirki sezone ni šlo, vendarle pogosto pri favoritih za velike dirke nismo videli, da so bili v najboljši formi na začetku sezone, ampak za Primoža Rogliča pa za Tadeja Pogačarja pa v zadnjih sezonah to ni veljalo. Primož Roglič prvič po letu 2018 ni dobil svoje prve večetapne dirke v sezoni. Za Rogliča vemo, da na dirke hodi zmagovati, ne hodi se pripravljati, zato vemo, da na Pariz-Nico ni prišel, da bi nekaj stopnjeval formo, zato da bi bil boljši, na Baski v naslednjem mesecu. Ampak nekje so se nekaj ušteli. Njegov trener Mark Lambert sicer pravi, da so številke enake kot na začetku lanske sezone. Mogoče, da niti ne bi temu podatku povsem verjeli, ker niso pa drugi toliko napredovali, da bi ga lahko, v eni etapi premagovali za 4 minute in tako naprej. Dejstvo je, da ni bil na nivoju, sami v ekipi pa vejo in zagotovo ne bodo povedali ne novinarjem, ne svoji konkurenci, kaj je bilo narobe. Ne spomnim se, kdaj je bil, Aleksander Vlasov veliko boljši od Primoža Rogliča in na tej dirki se je to zgodilo, tako da zagotovo nekaj ni štimalo. Priprave je imel pa dolge Roglič za to dirko, tako da je težko bi rekli, da ni prišel pripravljen. Ampak po eni sami dirki ne bi delali zaključkov, ker vemo, kako je v preteklosti že mnogokrat pri njemu kazalo, da je stvar izgubljena. Med drugim, na olimpijskih igrah po cestni dirki ali pa lani v prvi etapi Gira, ko je marsikdo že objavil, da je Giro končan po tistem kronometru, potem pa se ponavadi nekako sestavi, privleče nazaj in pride spet v pravi podobi. Zagotovo so v ekipi pa dobili podatke, kaj se je dogajalo z njim glede vseh parametrov in bodo temu primerno odreagirali v nadaljevanju sezone. Vseeno gre za res vrhunsko ekipo, tudi Bora Hansgrohe je vrhunska ekipa, ni pa Visma, To pa je najbrž tudi Primož sam občutil že na prvi dirki, ko so v njegovi zasedbi večinoma bili kolesari, ki so planirani tudi za Tour. David, ravno to, kako je izgledala Bora zdaj na tej dirki,
en teden, ni veliko časa, pa vse, ampak tako, prvi občutki s Primožem v ekipi, kako se ti je zdela, da je bila složna, uigrana ekipa? Pa zdi se mi, da so kar bili, no. Tisto, kar šteje, so tisti ravninski odseki, razgibani odseki, hitri, ko res leti, da ni treba da bi sam Primož popravljal te položaj v glavnini, kajti tam porabiš praktično več moči, kot potem na samem klancu, ko poskušaš slediti najboljšim ali napasti. In tam mislim, da so mu kar pomagali, seveda pa gre potem za to zaupanje, za to, da se navadiš eden na drugega. Niti sam si mislim, da tole, kar bo na klancu, pač bo. Tistega, ki bo imel zraven, bo, in na klancu ti več kot toliko, če sam ne moreš, ti ne more pomagati, niti Hindley, niti Vlasov. Bolj gre za to, kako se ga bojo navadili in kako se bodo navadili vsi na vožnjo na teh odprtih odsekih, kjer je veter, kjer so različne pasti, tam mora biti na varnem in take kolesarje moraš poiskati in s tistimi se mora res ujeti in navaditi se morajo eden na drugega. In mislim, da je tudi prav prišla ta Parisnica in bo prav prišla tudi dirka po Baski, še potem posebej do Fineja, ki bo potekala že po tistih res znanih cestah en del. Tako da mislim, da so se da se trudijo, mislim, da se tudi jim je bolj ali manj jasno, kdo je glavni. Tudi fantom, sicer je prišel v javnost tisti intervju z Vlasovom, ampak v resnici kasneje, kar sem uspel izvedeti, je, da v bistvu so ga belgijski novinari narobe razumeli. Vlasov govori zelo dobro italijansko, vprašanje je pa, koliko se potem s tem prevodom izgubi. Prej smo govorili o tem mrazu, ja, Primož je na koncu v Nici prišel povsem premražen v cilj. Iskal je oblačila, ampak ponavadi je tako, da ko enkrat potrebuješ tista dodatna oblačila in ti je res mraz, ponavadi je že prepozno. Takrat se lahko še toliko oblečeš, boš moral do konca priti, ampak je že prepozno. Se je bilo pa težko obleči, kajti začeli so v soncu, se pravi na soncu je bilo že prijetno, potem pa krožili okrog in je deževalo, pa greš v senco, pa je mraz, pa tile spusti so bili zelo, zelo težki in mislim, da je res težko najti tisto pravo sorazmerje. Seveda rečeš, tudi Primož toliko let je že profi, ampak mislim, da se vsakemu lahko kaj takega tudi zgodi, da narediš napako in bolje je, da jih delaš sedaj, tudi z ekipo. Ne? Na zadnje je bil ekipni kronometer dokaz, da bi ga lahko veliko bolje odpeljali. In en pozitivni vidik dirke Paris-Nica, zelo je napredoval v oblačenju anoraka. Ja, res. To vidimo. Tako da ni bilo vse črno. Ja, tudi o tem in o premraženosti Primoža je po koncu dirke govoril Ralf Denk, torej šef moštva Bora Hansgrohe. Prisluhnimo mu. So, Mr. Denk, GC, 5th place for Vlasov. Gospod Denk, Vlasov je osvojil 5. mesto v skupnem seštevku. Kako zadovoljni ste s prvo dirko, na kateri ste imeli Primoža Rogliča v ekipi? Yeah, for sure everyone, I think, as we and Primož was expecting a bit more. So, but for us was, first get together in the race mode. Gotovo smo tako mi kot Primož pričakovali več. Prvič smo skupaj tekmovali, imeli smo nekaj dobrih etap, kot denimo sobotna. V zadnji etapi pa Primož ni bil na najvišji ravni. Po koncu sem uspel z njim na kratko govoriti, rekel je, da je bil povsem premražen. Med etapo je želel več oblačil in druge opreme za dež. Nismo mu uspeli takoj pomagati. Dirka je takrat eksplodirala, komisarji nam niso dovolili priti blizu. Ne vem, če je to dober izgovor ali ne. Na koncu je bil premražen in prazen, zato je bil 4 minute zadaj. Do you see any improvements? How are you going to improve that? Kako lahko vse skupaj izboljšate? Yeah, a lot of improvements. So for Primož is completely new to ride with us. So there was not bringing teammates from Jumbo Visma to us. So the colleagues was new.
Veliko prostora je za napredek, za Primoža je vse novo, drugih kolesarjev iz Visme namreč nismo pripeljali, vsi moštveni kolegi so za novi. Treba je ustvariti odnos, treba je ustvariti zaupanje, ampak ekipa je dobro delovala. Videli smo tudi lepo zmago Aleksa in 3. mesto Primoža. Zdaj gledamo naprej, ne skrbi nas, nismo živčni. Gremo naprej in ostajamo osredotočeni. What's the next plan till the next race? Kakšen je načrt do naslednje dirke? Now recovery, we have some stage recons, we have aerodynamic tests. You see on that point we work hard. Zdaj nas čaka regeneracija, potem ogled nekaterih etap prihajajočih dirk pa aerodinamična testiranja. Trdo delamo, da bodo vsi deli celotne zgodbe najboljši ali pa vsaj blizu najboljšim. Potem nas čaka še konkreten blok treningov, preden gre Primož v Baskijo. What's the ideal plan for the Basque? Kaj pa je idealni načrt za Baskijo? Basque is one of the hardest race. Baskija je ena najtežjih enotedenskih dirk. Želimo zmagati, to je naš cilj. Upam, da nam uspe in upam, da vidimo drugačnega Primoža kot na tej dirki. Po Baskiji sledijo klasike, potem pa priprava na tur. Luka Roglič je izpostavil, kaj želi izboljšati, da vozi ekipa skupaj, da se navadi drug na drugega, da je več zaupanja. Denk pa je tudi izpostavil to, da želi zgraditi zaupanje, da bo to pomembno, ampak da je bila timska kemija pozitivna plat te dirke. Kako si sam to začutil? Ja, umirjeni so bili, kljub temu, da se jim pač ni šlo, bom rekel, se res ni čutilo neke nervoze. Tudi to, da so se mogoče pojavila že ugibanja, da je Aleksandar Vlasov zdaj močnejši od Rogliča, pa da je Jay Hindley dobro dirkal v Italiji od Tirenskega do Jadranskega morja. Se mi zdi, da kot ti že David prej omenil, res hierarhija je jasna in tudi ena izjava Aleksandra Vlasova, kaj prinaša Primož Roglič v ekipo, da prinaša to, da jim je dal vedeti, da lahko dirkajo z najboljšimi in da lahko zmagajo, da jim je vnesel to zaupanje. Že po nekaj mesecih se mi zdi, da ogromno pove. In če bodo šli po tej poti, zakaj pa ne? Zakaj se pa tudi Primožu mogoče enkrat ne sestavi nekaj v smislu tura, zdaj govorim, ki se mu je že tolikokrat podaril tako nesrečno, in tudi ta izjava Ralfa Denka je pomenljiva. Se je bil tudi Jonas Vingegaard, ne nazadnje lani, 3. od Pariza do Nice, pa je šlo naprej, kot vsi vemo, kako pravzaprav še kar gre. Pa mogoče samo še tale misel, da ob Mateju Jorgensenu mogoče ta zmaga ni tako strašna, kot se zdi. Že tudi David se je navezal prej na tisti ekipni kronometer, tam je bila Visma res spet dobra, potem pa dež v koncu, malce smole tudi za ekipo Quickstepa, za Remka, nekaj časa je šlo tam po zlu. Rogliča smo pa že tako ali tako gledali, ko se je vozil praktično z 2/3 kronometra in tu je še veliko prostora. Pogledal sem en statistični podatek in Bora je v letošnji sezoni na tem rankingu za ekipe že napredovala iz 11. na 6. mesto. Se pravi, kljub temu, da Roglič še ni dosegel nobene zmage, se mi zdi, da se en učinek, kako bi rekel, psihološki učinek v ekipi že čuti. Mislim, da je Vlasov bil boljši na Pariz-Nici, kot bi bil brez Rogliča. Tudi Jay Hindley na usporedni dirki v zelo dobri formi, skratka dosegajo dobre rezultate na začetku letošnje sezone, kar je posledica zagotovo, da so imeli dobre priprave, ki ravno pri Rogliču niso očitno tako uspele ali pa je dejansko tam raz odigral svojo vlogo. No, saj zato pa je še več dirk v nadaljevanju sezone, da bomo dobili bolj kristalne odgovore. Vsekakor pa kot ekipa zagotovo se ne more reči, da je prišel neko okolje, kjer se ne znajo peljati s kolesom. En kolesarski poznavalec mi je rekel, da je dobro treniral, da je veliko treniral, da ga skrbi, ali je morda prenatreniran oziroma pretreniran. Ali imate kakršenkoli pogled v to ali pa razmišljanje, komentar glede tega? Tukaj lahko samo ugibamo. Dejstvo pa je, da v zadnjih letih so res
ta znanje, tehnologija, ki nam vse skupaj omogoča, strokovnjaki so toliko vse skupaj dognali, toliko je vse skupaj napredovalo pri regeneraciji, pri načinu treninga, pri samih analizah, da mislim, da do tega sploh ne prihaja več. Najboljši praktično v zadnjih letih sploh ne zgrešijo več cilja in forme. Ne vem, ja, Tadeju se je zgodilo lani tisto, kar se mu je predlani, ampak v eni etapi on v osnovi je bil vrhunsko pripravljen. Ni pa tako, kot smo gledali v preteklosti, ko so popolnoma pogoreli kakšni favoriti na veliki 3-tedenski dirki. To se ne dogaja več, tako da malce dvomim. Seveda je vprašanje, a si veliko treniral, a si intenzivno treniral, ali si veliko treniral zato, da potrebuješ tisto osnovo za naprej tudi in si intenzivnosti dal malce manj pozornosti, to pomeni, da boš še naprej odvisneje. Ampak mislim, da bi se da bi se ušteli pri sami pripravi, v to malce dvomim, kajti tukaj okrog je pa res zdaj ogromno strokovnjakov okrog teh najboljših in res se mi zdi, da se že težko se ti lahko kaj takega primeri, seveda pa nimaš moči nad prehladom, nad čemorkoli, če ti vzame 1% ali 2%, si v povprečju. Še ena stvar, David, se vem, da se ne bi hvalil, ampak tvoje oko opazi to, ne. Dejal si tudi Primožu Suh si, kar pomeni, da zagotovo dobro je pripravljen, dobro je treniral in da ni zdaj bila slaba forma, mogoče celo prej res, da je predobro že, ampak ja, se mi zdi, da grejo po tisti poti, ki so jo želeli imeti. Lani je na Giro prišel 7 tedni višinskih priprav, se pravi, če bi kdaj lahko govorili o pretreniranosti, bi takrat, mislim, da trenutno ni šlo za pretreniranost. David? Ja, morda pozabljamo na to, kako pomembna je glava, recimo, pri vsem skupaj. Fizika je nekaj, kako razmišljaš, je pa druga stvar in mislim, da je tudi Primož v intervjuju lepo rekel, zakaj pa ne bi gradili drugače. Dejstvo je, da smo vajeni v zadnjih 10 letih, mogoče nekako od Bradleyja, Wigginsa naprej, da fantje kar blestijo. Takoj, ko pridejo v polni formi, zmagujejo vse, že Wiggins je, pa že takrat smo rekli 2011, ko je potem padel, je dobil že Dauphinejo, pa smo rekli, to je pa prezgodaj v formi za Tour, ampak se mi zdi, da se je takrat nekaj spremenilo, da so spoznali, kako se pripraviti in zmagovati obenem. Da ni več tempiranja forme. Ni bil več, ne vem, 4. na Dauphineji zato, ker je razmišljal o Touru, ampak dejstvo pa je, da hotel sem reči, kako razmišljaš je najbrž zelo pomembno, skoraj toliko, kot kako treniraš in če ne greš s tisto res mislijo, da boš pa zdaj zmagal, pa res Nica, mogoče ti tudi malce manjka. Je pa dejstvo, da je Nica bila drugačna. Mraz, spreminjanje tiste gorske etape, ki v resnici niti ni bila na koncu gorska, bil je poligon do vznožja klanca, potem pa na moč. Ni bila tista, kot je bila v osnovi mogoče zamišljena, ampak tukaj iščemo izgovore, ni karkoli rečemo je ugibanje, zato ne moremo vedeti, Primož sam ne bo nikoli povedal natančno. Kaj pa vem, meni se je zdel Suh, mogoče pa ne, mogoče pa ima kakšen kilogram več in spet se pozna, mogoče ga ima namenoma. Ne bomo vedeli, ker ti tisti kilogram 2 mi ne opazimo, on sam opazi. Ti na oko ga pa ne boš opazil, vidiš ga glih ravno kolikokrat na leto. Parkrat na leto ga vidiš in ne boš opazil razlike. 2 možnosti so načeloma, ali da je neka kratkoročna zadeva ali pa dolgoročna. Torej kratkoročno smo že govorili, razlogi, premraženost, kemijo ekipi, zaupanje, pretreniranost, eventualno, čeprav smo zdaj videli, da to ni prav verjeten razlog. Po drugi strani pa dolgoročen, da morda ni več v tako dobri pripravljenosti, kot je bil prej, da se morda že leta poznajo, bi lahko tudi še naštevali. Moje vprašanje je to, ali vas skrbi? Torej, ali ste zaskrbljeni po tej dirki, da
Primož nima več morda stika z svetovnim vrhom ali pa da ne bo tako dober, kot je bil v minulih sezonah. Ali ste zaskrbljeni? Ja, do neke mere ja, ampak že prej sem rekel, da ne bi delal zaključkov po eni sami dirki. Njegova šibka točka v primerjavi z preostalimi tremi iz velike četverice je, da so preostali 30 let mlajši in da načeloma vsako leto spomladi, ko se pojavijo, so še boljši kot prej. To smo že videli v primeru Pogačarja, čeprav ima samo en tekmovalni dan, Vingegaard spet očitno še boljši, v mesecu marcu govorimo zdaj, kot je prišel lani. Remko se je malo uštel, tukaj tako kot tudi Primož mu ni uspelo dobiti te dirke, ampak zagotovo tudi Remko je v letih, ko je vsako leto še močnejši. Zdaj, kako bo še močnejši Primož Roglič, je pa veliko vprašanje pač za njegovo ekipo in za njegovega trenerja. Ampak ne bi pa, ne vem, bil v nekih velikih skrbeh, mislim, da bo akter dirk v letošnji sezoni in da bo še odigral svojo vlogo. Pač je pa treba bilo reči, da že pred začetkom sezone prvi favorit za Tour pač ni bil, ne. In tudi zdaj ni, ampak v kolesarstvu je ogromno nekih faktorjev presenečenj in tako naprej, tako da mislim, da bo akter Tura. Sej si že prej dober primer dal, tudi prvi favorit ni bil na olimpijskem kronometru, Tokio pa je vse premagal za minuto na koncu, ne. David? Ne, ni, še zdaleč ni razloga za kakršnokoli skrb. Leta so tu tisti, če je osnovni podatek VO2 max, se prične zmanjševati, ampak so tukaj izkušnje, ki lahko prinesejo določene stvari na bolje. Predvsem pa, če je glava na mestu, potem še zdaleč ne moreš marca reči za karkoli bo naprej. Tudi aprila, recimo, ko bo se končal ta sklop prvih dirk z Liežem, po vsej verjetnosti, še vedno, če si do tam vse, recimo, nič ne posreči, samo da ni poškodb ali nekih bolezni ali karkoli, še vedno imaš potem čas, da si oddahneš in da začneš graditi na novo do Dauphineje, oziroma dirke, ki se odločiš, da bo zadnja pripravljena, in potem Tour. Tako da tukaj, dokler je tisto razmišljanje ta pravo in na mestu, sploh ni skrbi, kajti sezona je tako ali drugače dolga in kar je razlika, je to, da smo bili vajeni, da je vedno in Tadej in Primož in ne nazadnje tudi Vingegaard letos, da pridejo, zmagajo in grejo. Mogoče se z leti to spremeni. Z leti, da, kaj pa vem, morda se odločiš, hočem imeti en vrhunec in res samo en vrhunec. Je pa dejstvo, da konkurenca je pa vedno bolj strnjena. Vsi prihajajo mladi, mi govorimo o veliki četverici, ampak če sedaj pogledamo neke podatke preračunavanja, so zdaj že tukaj tudi, Skelmoze, McNulty, ogromno, Ayuso del Toro, UAE je tudi sestavil izjemno ekipo in prihajajo bližje. In ne moreš pač, očitno se ne da več, ne vem, priti na dirko in kar zmagati, z izjemo, kot smo videli letos in lani že, Tadeja in Jonasa. Ta dva sta sedaj trenutno tisti drugi svet. Torej, da se velika četverica morda preoblikovala v veliko dvojico? Ja, zakaj pa ne? Jonas je 2-kratni zmagovalec Tura zadnjih 2 let. Torej, če bo vse potekalo normalno, bo on definitivno prvi favorit za zmago na Turu. Zakaj pa ne? To je dokazal, to je upravičil. Ni pa rečeno, da bo zmagal. Ne? Upajmo, da ne bo zmagal. Pa ne zato, ker mu ne bi privoščil, ampak naj zmaga spet Slovenec. Ja, zaskrbljenost si vprašal, mislim, da mimo te besede Primož Roglič v kolesarstvu pač ne more, oziroma v kombinaciji s to besedo malce ne nazadnje
mislim, da tudi če se pogovarjamo o tem, da je Primož kolesarsko mlad, torej da je še toliko časa v kolesarstvu kot Tadej Pogačar, recimo, pa je razlika precejšnja, se mi zdi, da vseeno leta naredijo svoje kakorkoli. V luči tega, kar je zdaj David povedal, pa ja, bi rekel, 2 sta spredaj, ampak mogoče sem v nekih trenutkih tudi od Pariza do Nice opazil, da se je Primož več ali manj držal Remka oziroma gledal njegove skoke, komu je uspel slediti, na kakšne druge pa se ni preveč oziral. No? In morda tudi že v luči pač tega edinega cilja, ki ga ima v tej sezoni dirke po Franciji, ker ve, da bo Remko eden izmed njegovih glavnih osrednjih favoritov, ker 3-tedenska dirka oziroma konkurentov, 3-tedenska dirka ima pa tudi svoje zakonitosti. Ne? Seveda. Ja, kot sem že prej rekel, kako pomembna je ekipa in kako se bodo ujeli in kako lahko privarčuje pri vsem skupaj. In ko govorimo, ja, je pa starejši od ostalih, je pa toliko bolj izkušen. Tole ni, ne vem, maraton, kjer bi prišel na start, vedel, kako dober si in praktično bi kaj na minuto ali 2, glede na izkušnje, lahko ugotovil, kako hitro boš odtekel maraton. Ne nazadnje ti že ure pokažejo, koliko približno si sposoben teči. Ni, preprosto se preveč stvari zgodi med kolesarstvom, da je lahko že skoraj številke ti povedo, ali boš konkurenčen ali ne, ob predpostavki, da bo vse potekalo v redu. Kdaj pa poteka vse v redu v kolesarstvu, je pa težko reči, pa čeprav imaš mogoče ob sebi najboljšo ekipo, se ti marsikaj lahko zgodi. In to je ta čar tudi, in bo čar tudi tura, ki ga bomo gledali. Lahko govorimo o 4, lahko pa pride še kdo. Felix Gal je bil lani odličen, letos tudi on je zmrznil. V etapi, mislim, da v tej s ciljnim klancem. Tako da, veliko lahko pride novih. Tudi Francozi še malce upajo na tega Martineza, ki je še mlad. Ne veš. V glavnem nekomu se lahko izide vse do potankosti. Recimo Benu O'Connorju se je pred 2 letoma, se mi zdi, z nekim pobegom in potem bil celo 4. 4, ja. Nikoli ne veš. To ni, kot sem rekel, ni tekma, kjer bi prišel na start in rekel, tako dober sem, najbrž bom zmagal. Dirka letos je bila, kot smo že nekajkrat omenili, mrzla, ni bila dirka proti soncu, ampak predvsem dirka v dežju. Kdo drug, ki vas je, nekaj imen ste zdaj že omenili, ki vas je navdušil, ki vas je presenetil, da morda niste od njega pričakovali to, kar je na koncu pokazal? Ja, Jorgensen zagotovo. Jorgensen še en dokaz, kako kolesari, ki pridejo v to nizozemsko zasedbo, ki jo je Roglič zapustil, neverjetno napreduje. In to skoraj da brez izjeme vsi. Tudi za našega Jana Tratnika lahko to zagotovo ob začetku 2. sezone v tej ekipi ugotavljamo. Že lani najbrž, če ga ne bi tista poškodba pred Girom zaustavila, bi še več dosegel. Zdaj pa imamo nekaj imen, kot so Jorgensen, Laporte in Kelderman, kolesari, ki so prišli v zadnjih 2 sezonah in so naredili opazen napredek. In večkrat smo že ugotavljali tudi v tem podcastu, da nekaj delajo zelo prav. Res, ker so, ne da so dobili Pariznico, dobili so hkrati tudi Tirreno Adriatico, torej dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, kar se je prvič zgodilo. In če so mnogi, ali pa ne mnogi, nekateri razmišljali, letos se pa morda njihova prevlada zna skrhati, Jumba ni več, iskali so tega drugega sponzorja, morda manj denarja, manj sredstev za to, da bi cel pogon lahko dobro še naprej mlel in deloval, ampak izgleda pa strašni, ne? Ja, Pariznica je bil tudi splet nekih okoliščin, da je Jorgensen prišel do zmage, a medtem ko Tirreno Adriatico pravzaprav se mi zdi, da niti nihče ni dvomil, kdo bo zmagal, ampak letos jim vsaj vseh 3 tedenskih ne bo uspelo dobiti vsaj nekaj, ampak delajo v redu, očitno nekaj. Ne vem, zanimivo mi je recimo pri tej klasični ekipi bilo letos. Prišli so, oddelali ta uvodni belgijski vikend klasični,
dobili obe dirki in pred leti bi najbrž Janu rekel, zdaj si pa v formi, zdaj pa izkoristi, zdaj še 14 dni dirkaj, 2-3 dirke od dirke boš še nekaj dosegel, pa je to, a ne. Pak ne, takoj so se ustavili, bili, ne vem, dan, 2 doma in spet na višino 3 tedne. Prišli bojo spet z višine na dirke, spet polna forma, se pravi, ohranjaš očitno neko dirkanje, pa svežino in priprave na novo in vedno, ko prideš, si res 100% pripravljen. To so izpostavili že lani pri Jonasu, ko so rekli, da so skrbeli za to, da vedno, ko je prišel na dirko, da je prišel zdrav in tako pripravljen, kot je treba. Se pravi, nekaj delajo dobro, je pa na vrhu težko ostati. Tudi Ineos je zelo dolgo ustrajal na vrhu. Sedaj pravimo, niso več, nekje so zamudili so tole novo generacijo, ki je prišla in je res noro dobra. Ampak Ineos je zelo dolgo ustrajal na vrhu, Visma tudi sedaj raste. S Primožem Rogličem se je začelo in z Grunewegnom in sedaj raste, ampak težko je ostati na vrhu, kakorkoli. Tudi letošnje cilje so spremenili delno, recimo bolj stavijo sedaj na te klasike, kot na sam Giro, recimo, da bi spet poskusili s vsemi 3 dirka, 3-tedenskimi. To je ena stvar in rastejo druge, recimo Bora, zakaj pa ne, Lidl Trek je zelo dober letos, s Pedersenom pa s Kelmozejem. Bora pa bo zagotovo, kakorkoli ve se, da je Red Bull prišel noter, odkupil večinski del, kar se tega tiče. In mislim, da če se bojo oni začeli, če se oni odločijo, da želijo najmočnejšo ekipo, jo bodo poskusili sestaviti, seveda pa je treba čas. Tudi Jumbo Visma je kar veliko potrebovala. Učila se na Roglič z njimi in tudi na napakah obeh. In so potrebovali čas in tudi Bora ga potrebuje. Tukaj je pa UAE, ki je pa sestavil res noro dobro ekipo. Sam imam eno teorijo, da kvaliteto dela v moštvu ocenjujem ne po tem, kako se vozi prvi zvezdnik, ampak kako napredujejo recimo kolesarji številka 2, 3, 4, 5 v ekipi. In tu se pač pri Vismi vidi, da z vsemi delajo kakovostno in da tudi 2, 3 in tako naprej, od Sepa Kusa naprej vsi napredujejo. Enako bi rekel tudi za Boro, ker zdaj te težave Rogliča na Pariz-Nici niso mogoče pokazatelj, da sama ekipa ni na nivoju, ker kolesar številka 2, 3, ne vem, a sta zdaj to Hindley, Vlasov in tako naprej, sta naredila korak naprej. Poleg tega je Felipe Martinez že zmagoval v letošnji sezoni in bo mogoče tudi Rogličev pomočnik na Turu zelo pomemben. Ne vem, v ekipi UAE, poleg Pogačarja tudi preostali letos se izredno dobro vozijo. Medtem ko je pa kar ena kupica teh ekip v svetovni seriji, kjer pa, ne vem, se mi zdi, da so nekako izgubili stik s temi najboljšimi svetovnega vrha. Svetovni vrh tudi konec koncev bi lahko še eno zelo slovensko obarvano zasedbo Bahrain Victorious prištel. Tudi tam tako na širokem spektru kolesarjev se mi zdi, da kar v redu delujejo. Je pa kupica nekih ekip, za katere lahko, ne vem, že ta hip rečeš, da na Turu praktično nimajo skoraj možnosti, da osvojijo nekaj pomembnega. Že etapna zmaga za tiste ekipe, ne vem, spodne polovice, bo zelo težka naloga, ker imajo tako široko kvaliteto te najboljše ekipe na svetu. Zanimivo bo videti naslednja dirka za Primoža Rogliča, bo Baskija začetek aprila, tam bo tudi Jonas Vingegaard, torej z Renkom Evenepoelom se je pomeril na dirki Pariz-Nica z drugim velikim favoritom, zmagovalcem zadnjih 2 turov, se bo pomeril na naslednji večdnevni dirki. Še 2 temi pa bi odprl in sicer o Tratniku in Pogačarju še eno vprašanje. Najprej Janu Tratniku, prej si ga omenil, David, da niso spremenili njegovih načrtov po tem, ko je zmagal Omlop.
Kaj pa njegov status v ekipi? Se vam zdi, da se je to morda zdaj spremenilo po zmagi na klasiki za Jana Tratnika, da bi morda njega bolj kot izjemnega domestika, pomočnika, tudi kdaj porinili v vlogo favorita? Vse so ga že praktično, ampak to je stvar situacije. Oni jim pridejo na klasike s tako močno ekipo, da v bistvu lahko večina fantov tudi zmaga ob določeni taktiki in mislim, da prav na to grejo tudi in na ta način poskušajo dirkati, kajti zdi se mi, da ko je treba, ko je tista najtežja dirka, ko je prvi cilj sezone, pa recimo, če bi zdaj pogledali Milano Sanremo, kjer sicer Van Aerta ne bo, ampak če pogledamo Flandrijo, ki je velik cilj za vse Belgice, pa Roubaix, vedno je Mathieu van der Poel za malenkost boljši. In seveda sedaj najbrž ga v dvoboju 1-1 Van Aert že res težko premaga. Že. Ampak 1-5 pa lažje, ne? Tako. Kaj se lahko zgodi, ne vem, ampak Van der Poel ima potem preprosto na videz, preprosto taktiko, čim prej napasti, pravzaprav je, da se otrese vseh ostalih, ampak tako močna, kot je Jumbo Visma, oni bodo poskušali in poskušajo priti v zaključke teh enodnevnih dirk s čim večjim številom kolesarjev in potem izkoristiti to število. In prav to se je tukaj zgodilo. Pravzaprav na Omlopu skoraj nihče ni verjel, da se lahko vse skupaj spet združi, pa potem na novo začnejo napadi in to je Jan Tratnik odlično izkoristil. Seveda moraš biti dovolj močan in Jan letos je pa želanje, je bil pred poškodbo, to sem prepričan. Glede statusa pa predvsem ima priložnost, predvsem mislim, da dirka na tistih dirkah, ki mu ustrezajo v tem delu sezone. Zakaj pa ne? Enodnevne klasike so mu bile vedno všeč in mislim, da predvsem v takih situacijah, kot je, lahko Jan veliko tam doseže. Zelo preprosto, ker se ponudi priložnost zaradi načina dirkanja. Če bi bil v manjši ekipi, recimo pa kapetan, ampak proti Vismi nastopati težko. Je bolje biti v Vismi kot pa. Najbrž. Pa čeprav nisi glavni. Rekel si, najlažje Mathieu van der Poel na začetku napade in je vse rešen. Sliši se enostavno, ampak je vse prej kot to, kar smo na vse zadnje videli na Strade Bianchi. In želim samo, da poveste, kako velik dosežek je, da kolesar gre ven iz glavnine, da napade že 81 km pred ciljem na tako pomembni dirki, na 6. največji, na pol spomeniku, kakor so nekateri poimenovali Strade Bianchi, in potem ustrajaš do konca, ker na papirju ideja se sliši enostavna, zgodaj napadeš in je, ampak v praksi pa precej težje. Ne? Komaj čakam Milano Sanremo in napoved Tadeja. Mathieu van der Poel, 2. kilometer. Ja, in še dobra prijatelja ste. Že lani je bila zgodba, kako mu je povedal, kje naj napade na Flandriji in je pač Tadej tam šel. In letos Strade Bianche, zdaj bosta pa eden proti drugemu znova. Ne vem, če znamo to obesediti, ker bodimo pošteni, Tadej je naredil dolgočasno dirko. Če nisi Slovenec, je bila to dolgočasna dirka, ko se nekdo vozi 2 minuti, 3 spredaj pred vsemi in že veš 50-60 km pred ciljem, da bo zmagal. In hkrati je pa to tak impresiven podatek, da mora vsakomur dati vedeti, kakšna veličina je to, ko nekdo to naredi. Mislim, da smo ravno v zadnjih letih v Sloveniji, oziroma širša množica, je bolje spoznala kolesarstvo, da se mi zdi, da so mnogi lahko zdaj uživali v tem. Morda ne bi 2014, če se bi to zgodilo, ampak 2024 na podlagi nekaj let podrobnega spremljanja kolesarstva, ko mnogi so razumeli, kaj se dogaja, to je neverjetno. Se mi zdi, da je bilo več užitka, več spoštovanja do tega dosežka, kot pa bi bilo prej. No. Ja, ti dolgi napadi so ena stvar, ki je že skoraj da izumrla v svetovnem kolesarstvu, potem pa sta to vrnila Tadej Pogačar, pa tudi Remco Evenepoel.
Ko si prej vprašal, kam bo ta zmaga zapisana, mislim, da bo do konca njegove kariere pri Tadeju Pogačarju izredno visoko zapisana in da bo zagotovo to stvar debate še dolga leta, kajti 81 km samostojne vožnje na enodnevni klasiki, to je res nekaj posebnega, nekaj nepojmljivega v zadnjem obdobju. Ponavadi so taki odločilni napadi tam nekje 30 ali pa 20 km pred ciljem. Skratka, teh 81 km bo zelo visoko na enem najvišjih mest zapisano pri zmagah Tadeja Pogačarja. Potem je pa v kolesarstvu še ta, kako bi rekel, taktični dejavnik, kako se organizirajo tisti, ki so v tvoji zasledovalni skupini. Če niso dobro organizirani, če ni med njimi prave kemije, potem nimajo šanse, kajti pri Pogačarju vemo, da gre za številko 1 svetovnega kolesarstva, ki je tudi seveda eden najboljših kronometristov na svetu, tako da lahko dolge razdalje sam prevozi v visokem ritmu, kot je tudi dejal, na robu trpljenja, ker ko gledaš televizijski prenos, se ti zdi, da se je po tistem napadu pač samo preprosto vozil in odšteval kilometre do cilja, ampak zagotovo vemo, kako natančno so spremljali vse njegove številke, da je šel ravno do rdeče, da ni šel preveč v rdečo, da je lahko to odpeljal do cilja. Tisti sindrom prve zasledovalne skupine se je pa tudi videl na tej dirki, da nihče ni hotel iti v poln lov, ker se je vsak zavedal, da bi, s tem preveč pomagal svojim kolegom v tisti zasledovalni skupini in to v boju z najboljšim na svetu in da bi pravzaprav sam sebe s tem pokopal. Igor, David, Luka, super, da smo bili znova skupaj. Prej smo rekli, Primož Roglič, naslednja dirka Baskija, Jan Tratnik in Tadej Pogačar gresta na enodnevne klasike. Katera je naslednja preizkušnja za oba? Ja, Tadej že v ta konec tedna od Milana do Sanrema, kjer še enkrat bom rekel, res me zanima, kakšna taktika ima, ker je to dirka, ki jo je res težko zmagati za kolesarje kot je on in vedno opevamo ta zadnji vzpon na Poggio in potem spust tam dole, kjer je še Matej Mohorič šel do takega limita, da je spraševal, kje so blizu kirurgi, če kaj ne bo šlo v redu. Potem gre takoj naprej v bistvu na letalo in v Katalonijo, kjer bo več etapna dirka, Jan Tratnik pa v Belgijo na belgijske klasike oziroma na E3 najprej, mislim, da že čez 10 dni, da je na sporedu in bo tam znova. Zdaj prišel z višine, kjer je z Van Aertom, če se ne motim, znova obiskal Tajde in malce naredil še, da bo še boljši. Super, hvala lepa vsem trem, hvala pa tudi vam na drugi strani zvočnika ali slušalke, veseli smo, da ste z nami. Uživajte, se slišimo. Tur 202.